Pozdravljeni! Današnja zgodba ni zgodba po resničnih dogodkih, vendar takoj, ko jo prenesemo v svoje življenje, postane zelo resnična. Poglejmo, zakaj. Ovčka Lučka. Nekoč je živela majhna ovčka. Ime ji je bilo Lučka in stara je bila ravno prav. Imela je prelepo belo volno, nekoliko navihan gobček in čisto kratek repek. Zelo rada se je pasla na jasi, najraje je jedla regratove liste in cingljala zvončkom, ki ga je imela okoli vratu. Skrben in prijazen pastir ovčk je pazil nanje in del te črede je bila tudi Lučka. Vsak večer je ovčke peljal v hlevček in jih tam skrbno preštel, da slučajno ne bi katera manjkala. Ovčka Lučka je bila čisto navadna ovčka, včasih žalostna, včasih vesela. Imela pa je eno težavo, bila je neposlušna. Pastir je pri prečkanju ceste ovčke vedno opozarjal, naj bodo previdne, saj bi bile sicer lahko v nevarnosti. A kaj mislite, da je naredila Lučka? Nič ni poslušala in je nepazljivo skakala naokrog. Včasih je pastir ovčke opominjal, naj pazijo na korice, a Lučka tudi takrat ni poslušala in je korice z vodo prevrnila. Edino svarilo, ki ga je spoštovala Lučka, je bilo to, naj se nikoli ne oddaljuje od črede, saj se je bala volka. A nekega dne se je Lučka spozabila. Hrustljavi regrat jo je tako premamil, da je pozabila na vse nevarnosti, pred katerimi je ovčke svaril prijazni pastir. Vedno bolj se je oddaljevala od črede in si pri tem ponavljala, da se ji ne more nič zgoditi, saj je že velika. Volka, ki je nanjo prežal v grmovju, ni niti opazila. Sladkala se je z regratom, ko je naenkrat nanjo planil volk. Lučka se je prestrašila in se pognala v beg, a pred njo je bilo le brezno. Skotalila se je naravnost na skalnato poličko ob robu prepada, do kamor pa volk ni mogel priti. Volk je odšel in ovčka si je oddahnila, a že je v naslednjem trenutku spoznala, da ne more nikamor. Klicala je na pomoč in jokala, vendar v bližini ni bilo nikogar, da bi ji pomagal. Saj njej se je tako zdelo. Pa vendar je bil nekje nekdo, ki je skrbel zanjo. To je njen dobri pastir. Bližala se je tema, medtem pa je pastir v svojem hlevčku štel ovčke. Velikokrat je štel in vedno znova preštel 99 ovčk. To je pomenilo, da ena ovčka manjka. Lučke ni bilo. Pastir je bil žalosten in odločen, da najde svojo ovčko. Medtem ko so vse druge ovčke pridno čakale doma, se je on z lučjo in palico odpravil iskat izgubljeno ovčko. Hodil je dolgo časa, preden je v daljavi končno zaslišal njen glas. Pastir je sledil glasu, ki ga je slišal in prišel do brezna, kjer je na polički še vedno v skrbeh čakala Lučka. Pastir je bil res vesel, da je našel svojo ovčko, resnično vesel. Z vso ljubeznijo in skrbjo je poškodovano ovčko Lučko na svojih ljubečih rokah nesel domov. Doma jo je okopal in ji obvezal poškodovane parkeljčke. Lučka je položila svojo glavo v pastirjevo naročje in s tem pokazala, da ji je žal. Pastir ji je povedal, kako zelo jo ima rad in seveda ji je odpustil. Naslednjega dne je pastir povabil vse svoje znance in sosede, da bi se skupaj z njim veselili izgubljene, a najdene ovčke. Od trenutka, ko je pastir odpustil, se je Lučka spremenila. Od takrat dalje je postala bolj previdna in vedela je, da so vsa pastirjeva navodila zato, ker jo ljubi. Če je bila vseeno kdaj neposlušna, je potem vedno prišla k svojemu dobremu pastirju, položila svojo glavo v njegovo naročje in ga prosila za odpuščanje. Dragi vsi, majhni in veliki, vprašanje za vsakogar med vami. Na koga te spomnita ovčka Lučka in dobri pastir? Ali nisva jaz in ti že kdaj bila ta ovčka? Ali nisva še vedno kdaj izgubljeni ovčki? Naj ti povem, da imava oba dobrega pastirja, ki nama kaže pot, nama odpušča in naj jo ljubi. Njegova ljubezen je enako velika do tebe, do mene in vseh drugih ovčk, ki jih poznaš, in do vseh tistih, ki jih še nisi nikoli srečal. Ta pastir je tvoj ljubeči Bog, ki si želi, da se vsakokrat, ko padeš, opreš nanj, se prepustiš njegovim rokam in se vrneš njegov objem. Jezus je o sebi dejal: Jaz sem dobri pastir da svoje življenje za ovce. Jaz sem dobri pastir in poznam svoje in moje poznajo mene. On je še vedno tukaj zate, ker te pozna in da ti spoznaš njega.